Žiga, a se bo tole počasi začel? Ja, lej, vse kaže, da se tole počasi začenja. Sam pismo neki sem mlačen, imaš ti kaj za podzob? Žiga Vavpotič, to je SNG drama. Se ne spodo, da bi malcev tukaj noter. Lej, najbrž res, ampak meni je na Kitajskem ful všeč, ker ljudje pridejo v opero in so v trenerki in potem tudi jejo tam v operi. Vem. Kitajska spet, ne? Kitajsko sem prehiter omenil. Na dogodku Emčem Slovenija, minuta pa si Kitajsko omenil. Lej, ampak aj misliš, da bo to zabavno? Tako ljudje se mi zdijo mal zategnjeni, a veš, ne objemajo se. A ste zategnjeni? A bi mogli... Aha, saj ste kar dobro izgledate danes. Jaz mislim, da bo krasen dogodek. Edin mal vroče je noter, ker nas je velik, kar je tudi super videti, a tebi ni nič vroče. Meni vroče. Lej, jaz ne vem, kaj s ti med korono deloj. Jaz sem ful študiral deodorante. Nelipot, to ti priporočam, ampak pustva zdaj to. Tisto, kar se je pa res zgodil, ne, je pa, da sem se tudi mal zaljubil. V bistvu ti moram reči, awkward moment right there, ladies and gentlemen. Ljubezen se reši. Ljubezen se reši, tudi vročino. Res sem zacapan. Deva midva raj malo pogledati po dvorani, a lahko malo luči dobimo v dvorano, da malo pogledamo, kdo je tukaj. Lej. Ko gledaš v dvorano, se priprav. Tebi se vidi, da ne hodiš v Afriko, ne? Ajde. Včasih si v operi imel daljnoglede, sem ti prinesel, ker sem točno ti vedel, da to nimaš ti. Tako da deva midva malo to pogledati, kdo kje sedi. Aha. Lej. Gospod Vodnik pa gospod Berločnik. To je ta še poštena uprava, ki si na petrolu lahko vedel na avtocesti, koliko stane benzin. To so te dobri cajti. Tako da, lej, pa vse se spreminja. No, Žiga, koga še vidiš? Aha, gospa Pango, gospa Karman Pango si žita, ima siguren čokolado s sabo. A ima kakšno čokolado? Veš, lej, je nekaj fajn ljudi kle. Prej sem tudi videl gospoda Volča pa gospoda Brodnjaka. Po mojem se bo danes fanti iz ozadja zmenili, a Madžari kupijo Slovence ali Slovenci Madžare. Tako da, marsikaj se bo danes dogajalo. To je Žigatov nastop za začetek. Vidim, da imamo ministra za javno upravo tukaj, tako da tisti, ki nimate digitalnih certifikatov, da bi pridobili potrdilo o tem, da ste cepljeni, ki hočete to tujino, Boštjan Koritnik is your man. Ej. Boštjan, prosim, pomahaj. Ja. A misliš, da ima prenosen tiskalnik s sabo? Ne vem, če ga ima on, ga ima pa njegov PR zagotovo. A je tukaj s tabo? Ne. Ampak en trač dober glede digitalizacije. Prej sem videl Mark Borisa Adrianiča, predsednika digitalnega sveta. To je on iz Uberja. Ja, ampak veš, kaj je najbolj zabavno? Da po mojem ima Huawei-ov telefon. A misliš, da ga to lahko stane pozicija? Mark, kaj imaš? Pokaž. Apple. Narobe sem videl. Vse še sreča. Žiga, jaz mislim, da si ti eden od redkih ljudi tukaj noter, ki nima iPhona, pa ga ne uporablja. Logično. A ga dela, dobro, na Kitajskem ga delajo, ampak lej. Ampak je pa designed in California, ne? A greš še malo naprej gledati? Pejva. Evo. Aha. Pismo. Veš kaj? Deva to dol. Ja, ampak večeren dogodek. Vem, ampak eno osebo pa ful pogrešam. Koga? Res sem prosil Ajšo, če pride od Aleša mama. Ker poleg tega, da imajo z ministrom ljudje probleme, ker nimajo tega potrdila, Aleš tudi ne vejo, kako prijeti na Hrvašk. In Aleševa mama je po mojem zdaj res to naštudirala, glede na to, da ni mogel on iti čez mejo z njo. Deva, Žiga, midva šale držati na nivoju, pa pusto politiko pred vrati, ker smo zdaj tukaj v enem od hramov kulture, pa mogoče... Dobar, bom malo še opazoval Levinje. Enega lahko še najdeš, pa greva. Sam en. Ne, gospa v četrti vrsti, prosim, da si masko takoj popravite, ker nikoli ne veste, kdaj za vami Bojana Beović sedi ali pa Jelko Kacin. Prosim, res, ker to... Žiga, preden gre tole predaleč, pa se prevržil enega od tistih abotnih slovenskih skečev, predlagam, da začnemo s predstavo. Cenjene gledalke in gledalci, dobrodošli na izboru Emčem
potencijala za leto 2021. Tako, ja, to navdušenje potrebujemo, ne? Veseli smo, da smo se ponovno lahko vsaj v določenem številu zbrali v živo, tako da pozdravljam vseh 200 tistih, ki se vas je zbralo tukaj v dvorani, pa seveda tudi več milijon tistih, ki so se zbrali v obdobju svojih naslonjačev ali postelji ali česa drugega. Vsaj tako pravijo, da nas spremlja več milijon ljudi. Zakaj pa ne? Skratka, vse prav lepo pozdravljam z velikega odra Slovenskega narodnega gledališča Drama. Ja, danes smo v Drami, ampak računamo na to, da bo današnji večer potekal brez večje drame, takšne drame, ki je nočemo. Leto je namreč spet naokoli in čas je, da izberemo najbolj najboljšo, najbolj perspektivno, najbolj inteligentno, najbolj renesančno in najbolj in sploh najboljšo osebo med mladimi liderkami in liderji iz 11. generacije AmCham Young Professionals. Če se pa slučajno sprašujete, zakaj sem takole graciozno in morda malce staromodno oblečena, no, rekli so mi, da je tema današnjega izbora renesansa. In mi smo ravno v Drami, pa sem šla malce pobrskati po fundusu Drame, če imajo kaj primernega zame. Sicer tole ni čisto iz 14. stoletja, no, ni čisto renesančno, ker tiste obleke, ki so bile renesančne, so tudi bile za tiste z bolj renesančnimi oblinami, ampak recimo, da je v duhu časa, pa še takole aristokratsko bledo polt so mi naredili, mogoče kar naša dežurna komentatorja Marta in Žiga vprašam, če sem dobro izbrala, ha? Kaj pravita? Maša, jaz mislim, da zgledaš imenitno nocoj, ampak mislim pa tudi, da s to temo renesanse nismo mislili čisto dobesedno, ne? Ne hočemo iti par 100 let nazaj. Kaj ti misliš, Žiga? Nazaj? Kdo pa še hod nazaj? V parlamentu, v parlamentu, ja. Minister, nisem rekel na vladi, da se razumemo. Skratka, mi moramo pa vedno iti naprej. Se mi zdi, da je to pomembno, a veš, korona, preporod, renesansa, preporod, ta vidik prihodnosti, Martin, Maša. To moramo vnesti danes noter. V bistvu se strinjam, ja. Dobro, pa bom jaz malce prispodoba preteklosti in bodo naši top potencijali oziroma superfinalisti tista prispodoba prihodnosti, tisto ponovno rojstvo, ki ga še kako potrebujemo. Letos je torej leto nove renesanse, ki jo pooseblja tudi AmCham Young. Kakšnih družbenih preobratov si želimo? In kdo so renesančni voditelji leta 2021? Skozi današnji večer bomo podrobneje spoznali 5 superfinalistov, 4 krasna dekleta in enega fejst fanta. Vsi nosijo renesančni potencial, a samo eden izmed njih bo postal AmCham top potencial leta. No, da boste pa vse kandidate kar najbolje lahko spoznali, bo poskrbela Tonja Avsenik, vodja platforme AmCham Young. Me prav zanima, kako bo to izvedla, ker je v bistvu še ni na odru. Tonja? Tonja? Maša? Ja, slišim te, vidim te, ne? Oho! No, to pa je stil, ne? Opa, ja, kar en aplavz! Vrtljivi oder Drame, dame in gospodje! Aha, Tonja, vidim tudi, da si v elikventni družbi, sicer še ne v družbi superfinalistov. Kdo sta tvoja poskusna zajčka takole zdajle? Ja, Maša, jaz sem v krasni družbi, z mano sta avtorica programa AmCham Young Professionals in generalna direktorica AmCham Slovenija Ajša Vodnik in pa Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB in predsednik AmCham Slovenija. Hvala, da sta privolila v tole vlogo. Dobrodošli vsi. AmCham Young je večer talentov, danes je večer talentov, 1700 jih je že v tej platformi AmCham Young, pa me zanima, kdaj sta pa vidva odkrila svoj talent? Ja, Tonja, jaz upam, da ga ne bova danes, ne, ker sva slišala, da sva poskusna zajčka, tako da upam, da ne boste postavili kakšnega takega izziva, ampak se mi pa zdi, da svoje talente moramo odkrivati vedno znova.
Morda smučanje, turno ali pa ples ob drogu v športu, morda iskanje novih znanj, ampak nekaj, kar gotovo talent zaznamuje, je to, da ga vedno znova odkrijemo v sebi. In te potenciale imamo vsi in nikoli ne smemo pozabiti na nje. Nikoli ne smemo pozabiti na talente. Blaž, pa vi? Jaz ga še iščem v bistvu. Zdaj se ukvarjam s tem, kako bom res pravilno obrezal laški rizling. To je zdaj moja glavna tema, vsako zimo. In jih je 3500 in vsak znova je boj. Ok, ampak imate potencial tam, da... Ocenjujem, da imam zmeren potencial. Ok. Bomo prišli Blaž probat, če ga imaš ali ne. Seveda, absolutno. Dobrodošli. Ajša, vsaka generacija je najboljša, ne? Tako da se tudi letos ne moramo izogniti vprašanju, zakaj je 11. najboljša. Pa kaj slišiš kot njihovo sporočilo? Mimogrede, 11. generacija, mogoče malo pomahite, dvignite roke, kje ste? Evo, živijo. Končno se vidimo v živo, ne? A veš, Tonja, to je bila vedno moja želja, ko sem gledala legendarnega predsednika Olimpijskega komiteja svetovnega, ki je vsake olimpijske igre razglasil za najboljše doslej. In se mi je zdelo tako krivično, pa zakaj ta model skozi razglaša nove in nove, da so najboljše. Tako da to je mala igra, tamle gledam 1. in 6. generacijo na balkonu, pa se mi zdi, da to smo že malo sprejeli kot del igre. Res pa je, da res verjamem, da vsaka generacija prinese nove odgovore, da je zelo pomembno, da vsaki znova prisluhnemo. Ta je verjetno še najbolj zaznamovana s tem, da nismo bili veliko skupaj v živo, so nam pa pokazali, kako lahko kljub temu speljemo niti, kako se lahko povežemo. In zadnjič sem jim rekla 5 finalistom, da morda niso dovolj ambiciozni, pa so me tako lepo zavrnili in povedali sledeče, da za njih je izjemno pomembno, da so povezani in da kolektivno dosegajo druge stvari. In to je pravi odgovor. Zato je 11. generacija najboljša doslej. Okay. Blaž, tudi vi veliko delate na tem, da spodbujate talente, da res tisti potencial, ki ga imajo, da znajo razviti. Imate kakšen recept, kako to najboljš početi? Jaz se iščem v energijah, res iskreno. Jaz pogledam človeka v oči, in če je prvi klik, da je energija prava, potem se lahko pogovarjamo naprej. Če pa me zgubiš na energijski ravni, potem pa težko, iskreno. Tehnično smo vsi lahko super in se usposobimo do onemoglosti, ampak zame je izjemno pomembno, kakšno energijo nekdo ima in kako voljo in predanost, ki jo jaz imam, strast, je sposoben iz sebe dati v ključnih trenutkih. In zato apeliram na vse, bodite energični, bodite pa pri tem seveda avtentični in se bo zgodilo samo po sebi. Ok, bodite energični, avtentični. Hvala, ker sta bila z mano. Maša, drugi superfinalisti jo ne bodo odnesli tako zlahka, ampak nekako bo to. Hvala vam, da ste nas ogreli takole. Še en aplavz za Ajšo in Blaža. Kot je Tonja rekla, ne bodo jo ostali, oziroma superfinalisti je ne bodo tako dobro odnesli. Tudi vi pa ne vem, če boste prav dobro odnesli, zato ker imamo tamle v loži, kot je že Ajša omenila, 2 liderja iz 1. in 6. generacije. Lahko bi rekli, da ste veterana Young Professionals programa, malce prej smo jo že spoznali, to sta nekoliko tečna, a vseeno zabavna, Žiga Valpotič in Mart Buh. Ona dva bosta sproščala napeto ozračje in dala tudi našim superfinalistom kakšen nasvet, ker sta pa le izkušena. Kakšno je vzdušje v občinstvu, kaj mislite? V občinstvu je relativno dobro, ampak Maša, kako naj človek sprošča ozračje brez kozarca penine? Midva bi si želela saj penino, če ne že francoski šampanjec. Ko sem bil jaz superfinalist, smo imeli penino. Mi tudi. 6. generaciji. Mi tudi. Škaj, jaz si bom kar tole cigaro malo prežgal, ker enostavno, se mi zdi, da nikoli ne veš, kako se tole izide, na koncu je tako glasovanje in to je tista kuhna. Kaj, a ne smem? Ja, pismo še to ne, V drami smo.
Ne smemo v Belorusiji govoriti, ne smemo kitajski govoriti, ne smemo cigar kaditi. Si podvalil, ne? No, lej, daj mi ti nekaj povej, ko govoriva o tej tekmovanju. A ti si zmagal v 6. generaciji? Ne, jaz nisem zmagal v 6. generaciji, je pa res, da Napaka, nekaj se je zataknil pri glasovanju, pa sem bil pa kao 3, ne? Tako da nisem zmagal. A ti si zmagal v 1. generaciji? Bi moral. Itak se vedno zatakne, ne? Veš, ne moreš pred 200 ljudmi reči, da je to kuhna, ne? Pa še direktorica je prijateljica, a veš, to ne gre, ne? To ne gre, ampak lej, ne vem, kaj se bo to dogajalo, res ne. Naša generacija, 6. je bila tako mal čudna. V bistvu edini, ki mu je uspel, je bil Jovan Pavičevič z 2 mehkima čajema. Okay. In on, ki je prišel v program, je imel nedokončano osnovno šolo, pa srbski potni list. Ne? In ki je zdaj, ki ga pogledaš, tip dela MBA, ima dobro službo in ima slovensko državljanstvo. Ne? Tako da dva sta pa čist propadla iz generacije. A veš, da jaz sem se udeležil od Jovana masterklasa in to je bilo med korono najboljši masterklas, delanje bureka. Sam je takrat, ko si še jedel, ne? Pa se še zdaj tudi jem, ampak te dva me zanimate, ker sta propadla, se veš, to me vedno malo tako integrira. Jaz sem slišal, kjer je dva, Boštjan pa Nina. A Boštjan pa Nina, ne, se mi je zdel, ne. Se mi zdi, da ta koritnik... Kaj kle komentirajo? Mi dva imamo kle zraven Facebook, ne? Ker ljudje na Facebooku komentirajo, sam tole ministra omeniš pa to, ne moram, sigam, ne gre un pas in to mu ni lahko. Ja, koritnik je eden od teh, ki je propadel. Pišu, ker tak perspektiven pravnik je bil, zdaj pa revež minister za javno upravo. Zanj sem celo slišal, da me neki ne mara, sem zanj neki Apple pomagal, da je šel COVID aplikacijo. Gospod minister. Žiga, vemo vsi, da ti lahko vsem pomagaš, pa vse poznaš, ja, si pomagal. Čakaj, kaj pa ta druga, ja? Druga je bila pa ta, ki je pri nas zmagala, to je bila pa Nina Langerholče-Boklje. Ona je bila prej v bistvu vodja kabineta ministra za javno upravo. A koritnik pa je odpustil? Ne, Koprivnikar. To so vsi ministri na K. Se pravi, na K se moraš pisati, da je rataš minister za javno upravo. Ne vem, ampak poslušaj, ona je imela perspektivno službo, zdaj ima pa SP, prekarna delovka, a razumeš, minimalni prispevki, po to pogubo. Pismo, to pa ne vem, če je dobra reklama. Pavičevič je najbolj to naredil. Lej, kle že komentirajo, to res ni dobra reklama za ta vaš program. Ampak glej. Imamo pa za dobro referenco tebe, ne, poglej. Ti vse poznaš, ti vse veš, ti si povsod bil, tudi to na Facebook napišeš, da vsi vemo, da si ti povsod bil, pa da vse poznaš, pa da si vsem pomagal, ne? Lej, tako da... Sam, to je vsem čas malo nevaren, ne? Zanj sem Jelka Kacina odpustil, ne, na Facebooku in takoj so Slovenske novice o tem pisale. Tako da malo ratujem previden. Lej, tam je pa kaj zmagal v moji generaciji. Tomaž živijo, lepa obleka. Ja, ful, dobra srajca. No, dobro, nema. Tukaj bom jaz potegnila črto. Hvala, Martin, Žiga, zaenkrat bom še premislila, če vaju še vključim, ker vidim, da... Penino. Penino? Ja. Ne, jaz sem pa gospodična iz renesanse, ne, jaz pa nisem služabnica, komu drugemu reči za penino. Hvala lepa. No, zdaj smo zaenkrat opravili z Martom in Žigo, bomo seveda se še vrnili k njima, ampak kmalu se bomo lotili ne tistih osrednjih oseb, ki so danes tukaj zvezde, 5 super finalistov, ampak še preden se lotimo njih, spoznajmo še člane strokovne komisije in jih pozdravimo. Ta bo ocenila vseh 5 superfinalistov, njihova ocena pa šteje kar tretjino končnega glasu. Med njimi sedijo izjemni poslovni liderji. To so Blaž Brodnjak, NLB in predsednik MČM Slovenija, Matej Potokar, predsednik sveta MČM Young, Tomaž Berločnik, Avantkar, Nataša Luša, Delo, Vanja Hrovat, Generali, Tomaž Lanišek, Mestna občina Kranj, Nevenka Črešnar-Pergar, NP Consulting, Tanja Subotič, Pivovarna Laško Union in Karmen Pangos, Žito. En aplavz za vse člane komisije. Vlada. To so bili člani komisije, zdaj pa je čas, da spoznamo glavne akterje. Pa začnimo!
Takole, Džamirko poskrbi, da imamo tudi dobre džingle in dobro glasbo med dogodkom. Zdaj pa je čas, da spoznamo prvo super finalistko. To je Nina Klemenčič, ki je projektna vodja v podjetju Celtra. Pravi, da ji srce ogreje sonce, saj je vse lepše, kadar posije. Še ljudje so prijaznejši in boljše volje. Oglejmo si, kako se nam je predstavila Nina. Vsak dan izbiram med različnimi potmi, boljšimi ali slabšimi rešitvami, bolj ali manj usodnimi odločitvami. Te vplivajo na mojo, pa tudi na našo skupno prihodnost, saj Zemlja je ena sama in skupaj oblikujemo svet, v katerem je smiselno in vredno živeti. Na svet okrog sebe gledam z odprtimi očmi, saj je poln izzivov, priložnosti za izboljšanje in napredek. Ko jih opazim, grem v akcijo. Izkoristim priložnost, da sem blizu naravi in ljudem, se učim od mlajših in starejših, vidim svoje napake kot nova spoznanja, da vodim z zgledom. Želim biti vsak dan boljša verzija sebe in živeti polno življenje, prevzemati odgovornost za svoja ravnanja in ne le opazovati iz ozadja. V kakšnem svetu želiš ti živeti? Začni danes, začni pri sebi. Nina, najprej eno ključno vprašanje. Koliko stopinj je imela Jasna pri tem skoku v vodo? Ne vem, po mojem med 12 pa 15 nekje. Ok, aplauz. Že na začetku. Lepo istočnico si postavlja, začnite pri sebi, midve bova začeli pri tebi. Praviš, da daješ 100% v vse, kar počneš. Mi danes iščemo liderko ali pa liderja naslednje generacije. V čem bo tvoje vodenje renesančno, drugačno? Dobro vprašanje, hvala Tonja. Predvsem jaz mislim, da če vsak sam zna sebe dobro voditi, torej da vsak dan dela boljš kot dan prej, to s časoma začne obradovati dobre sadove in vodiš na način, da ne silaš nikogar v to, da ti sledi, ampak ti sledijo zato, ker hočejo, ker vidijo, da pač dobro delaš, da so rezultati in to vodenje se mi zdi boljše, kot pa da nekoga agresivno spodbujaš v nekaj. Tako da ja, z zgledom. Torej ti boš vodila z zgledom. Ja. Če se ne motim, si več kot 100 držav že obiskala. Ja, tako nekako. Česa so te potovanja naučila? Mogoče so nahranila mojo radovednost, pa pokazala, kako smo lahko različni, pa vseeno želimo iste stvari. Kako ni ena pot do vrha, ampak jih je več in so vse enako vredne, ni samo ena prava. In to, da dopuščaš drugim biti tako, kot so oni, da v bistvu jih spodbujaš, da so najboljša verzija sebe. Da je to mogoče boljš, kot da vsem usiljuješ nekaj, kar ti misliš, da je edino pravo. Aha, pa imamo že vprašanje. Žiga, Mart, hočeš takoj vprašati? Seveda, ne bo šlo tako zlahka. Čeprav Nina je prva, tako da Nina, ker si prva, en enostaven izziv. V 45 sekundah naj jo nauči nekaj novega, kar ti misliš, da mi dva ne znava. Nekaj novega. Akcija. Ok, a znata jogo? Ja. 4 leta sem hodil na jogo, za njega ne vem. Lahko vaju naučim novo besedo, zihar ne poznata. A veste, kaj pomeni komorebi? Komorebi. Ja, vem. No kaj? Ja, ne moram zdaj pred vsemi. Ja, no. A Johannes boš naučil, a jaz naučim? Nauči nas. Ok, komorebi je japonska beseda, ki opisuje pronicanje sončne svetlobe čez krošnje dreves. Arigato. Zelo uporabna beseda. Hvala, Nina. In v spomladanskih mesecih, če greš čez Tivoli, je ogromno tega, no. Super. Tonja, izvoli, ne bova se več šavala, vesela. Ne bova se, samo malo kasneje.
Okay, hvala. Nina, videli smo torej, da poučevanje ti kar gre od rok, ne? In inštruiranje mlajših otrok in učenje joge, pa tudi učenje tujih jezikov, tako da evo, super. Ampak kaj imaš pri tem procesu, zdaj, ko si Marta in Žigo učila, kaj imaš rada pri procesu učenja drugih? Meni to, da že ta njujen feedback, naprimer, to, da sta one dva nekaj z veseljem se mnogo naučila, pa mogoče izziv, kako pristopati do nekoga, naprimer, ne vem, mogoče ja, ne, to že znamo, kako iz druge strani pridati, da vseeno bo nekdo hotel se nekaj novega naučiti. Okay. Tako da jaz sploh v takih učencih ali pa mogoče pač teh, ki jih poučujem, sploh tam, naprimer, poučevanje joge moških ali pa naprimer otrok, ki mogoče nimajo takega interesa, kot ženske, je meni ta challenge, ta izziv, kako jim predstaviti to na način, da ne bodo oni v glavi mislili, to je za neke stare babe tam, ki nič več ne morejo, jaz hočem, ne vem, crossfit, pa ne vem, dvigovati težije, ne. Da jim narediš zanimivo. In v bistvu to mi je challenge. In če mi to uspe, pa da na koncu ta človek pol hvaležen za to, pa v bistvu se nekaj novega nauči, to mi daje zadovoljstvo. Ok, lepo, izziv. Še nekaj me zanima. Rada bi šla malo po svetu s tabo, pa da vidimo tvoj pogled na svet. Jaz povem eno državo, mene pa zanima tvoja prva asociacija na to državo. V eni besedi? V eni besedi. Mislim, da ti bodo vse znani. S to državo si že obiskala, tako da Nepal. Smog. Maroko. Zastrupitev s hrano. To je zelo ena beseda. ZDA. Raznolikost. Slovenija. Zelena. Nemčija. Starokopitna. Mongolija. Prostrana. Okay. Zanimivo, dobro ti je tole šlo. Še en izziv imamo zate in sicer nekdo od članov komisije ti bo zastavil vprašanje. Zdaj, kdo boš pa klele žrebala in nam povedala? Tomaž Berločnik. Mikrofon je že pri Tomažu Berločniku. To je super, ker vaše storitve vsak dan uporabljam. Tako da se lahko za kakšen popust zmenimo. Mehče komisijo. Ja, pritisne komisijo je to že, ne, ali kako. Imam eno vprašanje, ki se bom navezal na to, kar si ti povedala. Za mene je leadership oziroma vodenje, rečemo, en najlepših poklicev. Zadnjih 10 let smo se morali vodje oziroma lideri naučiti kar nekaj nove kompetenc. Sama si pri tem zelo aktivna, vidim, da si učeča in daješ naprej. Povej mi, katere kompetence po tvoje moramo razviti, da bomo leta 2030 uspešni lideri ali vodje? Super vprašanje. Mogoče poslušanje. Se mi zdi pomembno, da ne zapadeš kot lider v to, da si v položaju, da ti vse veš in samo delegiraš naprej. Se mi zdi, da moraš ostati nekak underdog, pa se učiti, pa v bistvu poslušati. Adaptabilnost, ker do 2030 eksponentno bo šlo to, kako hitro se stvari spreminjajo. Mogoče trajnost narast, ne samo gledati na to, kako se bo do profite večalo, ampak kakšen bo to vpliv na okolje, na ljudi, na celotno človeštvo. Naprimer, COVID je to super pokazala, kakšne imamo probleme. Povezovalni, to se mi zdi tudi pomembno, ker nikamor ne prideš sam. Pa ja, človeški, mogoče to, ta odnos, da si vseeno človek, da tudi če si lider, si ti človek, da si nekako ranljiv, da to pokažeš, da dopuščaš, da ti priznaš svoje napake, se iz njih učiš, da dopuščaš tudi drugim in da si zaradi tega bolj vključujoč. Tako. Meni bo ostala ta človečnost. Nina, hvala. Ni bilo pretežko, ne? Ne. Maša, beseda je tvoja. Hvala, Tonja in Nina. Ja, zdaj vemo tudi, kam gremo lahko, če nas zanima joga ali kakšne zanimive japonske besede. Si bom zapomnila.
Zdaj pa je čas, da predstavimo že naslednjo superfinalistko. To je Dajana Janjatovič, ki je odvetnica v odvetniški pisarni Rogelj. Srce pa ji na prvem mestu ogrejejo živali, na drugem pa prijatelji in družinski člani, zlasti njeni 4 nečaki. Več o njej pa v predstavitvenem videu. Poglejmo si ga. Živjo, moje ime je Dajana. Težko se je celoti opisati v samo nekaj stavkih, ampak se bom potrudila. Sem odločena, ambiciozna, vztrajna in sočutna. Znam poslušati, pa tudi slišati, kar se mi zdi v današnjem svetu še posebej pomembna vrlina. Kot odvetnica se vsakodnevno srečujem z novimi izzivi in se trudim poiskati najboljše rešitve za svoje stranke. Širino, da pri svojem delu lažje razmišljam izven okvirjev, mi dajejo potovanja in spoznavanje novih kultur. Moje osebno poslanstvo je zaveščati o pomembnosti zaščite otrok žrtev kaznivih dejanj v kazenskih postopkih. Prispevati želim k otrokom prijaznejšemu pravosodju. V prostem času sem rada v naravi, spijem kavo s prijatelji in preberem kakšno dobro knjigo. Ne glede na to, kje vse sem že bila in kam vse bom še šla, pa ostajam ponosna Primorka. Lep pozdrav iz Pirana. Dajana, živjo. Živjo, Tonja. Povedala si nam, mogoče vmes sam še režijo, prosim, da bomo fair, takole, če mi boste odštevalnik vklopili. Super. Evo, gremo. Dajana, povedala si nam, da pečat v svetu puščamo že s tem, že svojim obstojem. Zanima me, po čem se bomo tebe spomnili čez 100 let? Ja, Vemo, da boš takrat še živa. no, to ne vem, če, ampak bomo videli. Ja, tako kot si rekla, jaz mislim, da vsak posameznik pušča pečat v družbi že z malimi dejanji in sicer s pomočjo sočloveku, z skrbjo za okolje, včasih že sam z nasmehom, ki ga namenimo nekomu na ulici. Po čem bi pa želela, da se mene zapomnijo, predvsem je to raziskava, s katero sem se ukvarjala v sklopu doktorske disertacije. Mislim namreč, da je zelo pomembno, če že ne moremo izkoreniniti nasilja nad otroki, da preprečimo dodatne travme, katerim povzroča sodelovanje v kazenskem postopku. Ja, pa ostanemo kar pri tem, ne, tvoja doktorska disertacija, sekundarna viktimizacija otrok, žrtev nasilja v družini. Zdaj le imaš priložnost in tudi sicer skozi MČEM, da nam poveš, da poudariš to, zakaj je to tema, ki ne sme ostati spregledana. Pa me zanima, kako bi izkoristila to priložnost in recimo 3 ključne stvari, zakaj je to tako pomembno. Mislim, da je jasno, da so otroci najbolj ranljiva skupina žrtev, ker ravno zaradi tega potrebujejo dodatno zaščito. Malo ljudi ve, kakšne travme povzroča to sodelovanje v kazenskem postopku otrokom, ki so že sicer bili žrtve kaznivih dejanj. Zato mislim, da je ta odgovornost položena prav v roke pravosodja in vseh deležnikov, ki se srečamo s takšnimi otroci, da jih zaščitimo pred dodatnimi travmami. Mislim, da je Slovenija, kaj se tega tiče, že sedaj na zelo dobri poti. V lanskem letu je bila sprejeta novela zakona o kazenskem postopku, sedaj tudi v pripravi projekt Barnahus, varna hiša za otroke, ki bo ponudila celostno obravnavo otrok žrtev kaznivih dejanj na enem mestu. In jaz mislim, da je treba ozaveščati tako strokovno, kot tudi splošno javnost glede pomembnosti te teme. Okay. Za katero spremembo bi se zavzela? A je nujno? To ni vprašanje. Ok, v redu. Ko zvonček zazvoni, je nujno. Se Mart oglasi. Se Mart oglasi. Vse se narapu se rima džiga. Lej, Dajana, predstavljaj si, da si managing partnerka ene velike odvetniške pisarne in pri tebi dela odvetnik Žiga V. Fiktivna oseba. Žiga V rad hodi po dobrih gostilnah, igra golf, pametuje po Facebooku, dela pa bolj malo. Fiktivna oseba, zmislil sem si. Jaz sem sam dva izpita na pravni fakulteti, tako da nisem to jaz. Obviously nisi ti. No, imaš 45 sekund,
da to osebo odpustiš iz podjetja, pa ne mi zdaj z nekimi pravnimi, ne moramo prvo pripraviti pa to. Ti si zdaj v pisarni, on stoji pred tabo, ti se ga moraš znebiti. Pa ne glej mene, ker to nisem jaz. Fiktivnega Žigo V. No, čeprav hipotetično si bom vzela tebe za model, da tebe odpustim. Hvala, Marta. Žiga, pozdravljen. Prosila bi te, če se usedeš, da se malenkost pogovoriva. Najprej naj povem, da te cenimo in cenimo tvoje delo v pisarni, ampak žal trenutno ne dosegaš rezultatov, ki jih od tebe pričakujemo. Kot veš, je naš cilj doseči čim boljše rezultate za naše stranke in moramo vsi delati v tem skupnem cilju. Žal mislim, da se nekako tudi ti nisi našel v tem našem okolju in da mogoče nismo najboljši zate. Tako da ti moram žal povedati, da smo se odločili, da te odpustimo. Tlele imaš zihar ful odvetnikov, ki te bojo branili. Bravo. Penino bi. Tonja, verjetno imaš ti še kakšno vprašanje. Imam še kakšno vprašanje. Tudi jaz imam en izziv, v bistvu še zate. Povedala si nam, da je osebna integriteta ena taka vrednota, mimo katere ne gre. Kako bi človeka testirala, ne, da vidiš, če sta na isti valovni glede te vrednote? Recimo, kakšno vprašanje bi zastavila meni, da vidiš, če imam tudi to? Kaj bi storila, če bi ti v službi dali nalogo, ki je v nasprotju s tvojimi načeli in vrednotami? Zdaj moram odgovoriti. Ne, mislim, da bi zavrnila to nalogo. Tudi jaz. Okay. Mi, da sva na isti valovni. Ja. Dajana, rada združuješ tudi umetnost, ne, umetnosti je tudi blizu. Kako gre sta umetnost pa pravo skupaj? Ja, jaz mislim, da dober pravnik oziroma dober odvetnik že dolgo ni samo pravnik v ozkem pomenu besede, ampak mora biti pri svojem delu kreativen, razmišljati izven okvirjev, gledati neko širšo sliko in na ta način dosegati najboljše rezultate v svojem poklicu. Jaz iz ljubezni do umetnosti črpam navdih za to kreativno razmišljanje in mi to pomaga potem tudi pri svojem delu. Greva še na vprašanje člana komisije, kdo to bo. Vanja Hrovat. Tanja Subotič-Levanič, je tukaj, je prišla na dogodek, ker je vedela, da ima eno nalogo in tega ni mogla spustiti. Tako da hvala, Tanja. Sem prišla opraviti nalogo. Poslušajoč današnje kandidate sem vedno bolj prepričana, da je po najboljši prvi generaciji to seveda tudi najboljša generacija. In pravzaprav resnično je, da je današnje druženje tukaj prava poezija, zato bom vprašanje zastavila tudi v tem duhu in sicer, Dajana, kakšno prihodnost si želiš graditi in kakšno sled za seboj pustiti? Želim si graditi prihodnost, ki bo predvsem enakopravna in želela bi si, da bi imeli vsi enake možnosti. Predvsem pa mislim, da smo se sedaj v današnjem času, v času epidemije naučili, da bo delo prihodnosti zelo fleksibilno in da se da biti produktiven na različne načine. Zato bi si želela tudi sama vzpostavljati okolje, ki bo posameznikom omogočalo, da izkoristijo svoj potencial, mogoče ne na tako rigiden način, kot smo to počeli v preteklosti. Dajana, right on time, ne? Hvala za lep pogovor, ko bomo še nadaljevali v priložnosti. Maša, nazaj k tebi. Hvala in upam, da če me bodo kdaj odpustili, da me bodo na tako nežen način, kot to počne Dajana. Hvala obema. Zdaj pa bo čas kmalu, da predstavimo edinega moškega superfinalista, no predtem pa se vrnimo še k dvema bivšima superfinalistoma moškima, ki imata zagotovo veliko še za povedati. Martin, Žiga, kaj je tokrat namenil? Hvala, Maša. Ravno sva klepetala malo. Žiga, kaj si misliš o teh dveh prvih superfinalistkah? Lej, zanimivi dami, ampak jaz sem še vedno brez penine in ne smem kaditi cigare.
brez penine, drama v drami. Lej, zdaj v bistvu pride na vrsto edini moški superfinalist. In jaz mislim, da moramo midva z Ajšo po tem dogodku malo se pogovoriti glede tega, kje so kvote. Jaz sem vedno vedel, da bi se ona mogla več družiti s Sonjo Šmuc. Jaz predlagam, da tega pogovora z Ajšo nimaš. Ok? Pa predlagam, da gremo malo naprej. Dajmo malo pogledati po dvorani, ki si že ravno Ajšo omenil, ki je moja šefica, mi je rekla, da če bom kje uočil kakšnega našega sponzorja oziroma hero člana, ki podpira to veselico, ki jo danes tukaj imamo, da bom dobil dodaten bonus. Tako da predlagam, da vzameš tvoj daljnogled, pa malo pogledaš. Lahko dobimo luč v dvorano, ti enega zber, da ne bojo pa meni učitelj, da sem... Leva ali Levinjo? Čeprav, veš kaj, mogoče bom dobil dvojen bonus, vidim tamle, da je predsednik neštem. To je ena bolj pametnih stvari, kar si danes rekel. Predsednika je vedno fajn hvaliti, ker on, po mojem, lahko dobri trojen bonus. Ne vem, pa veš kaj na koncu leta, če bojo kakšne nagrade pa to. Reč mu hvala. Predsednik, boš to šlo za to veselico danes. Evo, pa vidiš, pa še steklenico vina boš dobil. V zadnjih 2 minutah si več delal, kot v zadnjih 2 tednih, tako da deva nazaj Maši, da nadaljuje s tem. Ne bi rad, da se preveč zmatraš. Me ne bi več odpustil, a ne? Hvala za besedo. No, medtem, ko sta bila Martin Žiga na lovu za bonusi, se je že pripravil naš tretji superfinalist Milan Grašič, gradbeni inženir in vodja inovativnih projektov Knauf Insulation. Milanu srce ogreje mama, ki je uspela sočasno vzgojiti kar 3 intelektualne in sočutne ljudi in da Milanu vsakodnevno vedeti, da je svet lep, če le znaš pogledati na prave kraje in se obkrožiti s pravimi ljudmi. Lepe misli. Kakšne lepe misli pa so še v njegovem predstavitvenem videu? Poglejmo si. Zdravo, sem Milan, zaprisežen Ljubljančan, ampak pot me je 3 leta in pol nazaj zanesla na Gorenjsko, kjer delam kot Innovation Project Manager v podjetju Knauf Insulation. Zase rad pravim, da sem tehnični kreativc, ker rad razvijam produkte iz tehnične in idejne plati. To je zadeva, ki meni daje smisel in ki mi omogoča to kreativno svobodo. In zaradi tega razvijam out-of-the-box izdelke, kot je na primer izolacija za 3D printerje, za križarke, razvili smo pa tudi tole zeleno streho. V prostem času pa me lahko najdete v džimu med prekladanjem uteži, na swingu, plesnem swingu ali pa v družbi prijateljev, kadar igramo na mizne igre, ki jih by the way tudi sam izdelujem in kreiram. Do ljudi se vedem tako, kot bi hotel, da se oni vedejo do mene in če bi imel možnost, da jim dam katerokoli moja lastnost, je to, da jim dam jajca, da si upajo sprobati nove stvari in da pol to znanje tudi delijo naprej. To. Ene 5-krat mnogo. Milan, ti praviš, da akcije posameznika v sedanjosti bodo pač povzročile reakcije njegove okolice v prihodnosti. Kaj ti delaš tukaj in zdaj, ne čisto dobesedno, ampak tukaj in zdaj, da bo tvoja okolica jutri boljša? Jaz sem se jaz skušam ljudi okoli mene, ki so, skušam navdihniti s tem, da probajo vedno nekaj novega, da vedno nekaj probajo, da grejo izven svoje normale. To je resmo, tole odre je izven moje normale, jaz tega nisem navajen in sem vesel, da sem to probal. In če hočem karkoli, da se kdorkoli odkor mene neko lastnost dovzeme, je to, da si probajo iti. Zato sem šel študirati na Dansko. Zato sem začel z neko mojo mini podjetniško zgodbico. Pač to je tisto, kar hočem tudi, da drugi, da grejo, da delajo to, kar jih fila, če temu tako rečem.
Ok, hudo. Sej to si nam že v videu povedal, tako da ko mi čakam, da boš mene kdaj vrgel iz cone obdobja, no? Tako da in čestitam tebi za danes. Ker si ravno gradbeni inženir, imam zate eno tehnično vprašanje, ker se boš počutil kot doma. Tale veličastna dvorana, Slovensko narodno gledališče Drama, zgrajena leta 1911, je že mal potrebna obnove. Kaj morajo upoštevati, danes ne smo tukaj tudi zato, da malo svetujemo, kaj morajo v Drami upoštevati, da bo ta obnova trajnostna? Predvsem, kar se tiče funkcionalnosti, tukaj gledamo, kar se tiče zvoka, tukaj je zvok zelo dobro funkcionira, ampak če gremo že obnovo, probimo še kakšne stvari izboljšati, mogoče kakšne absorbere, mogoče kakšne reduciranje zvoka, kukarkoli, no. Treba pogledati po mestih. Kar se tiče pa same energetike stavbe, pa treba pogledati, s katerim energentom se napaja, kako, a se da to izolirati, bajto, tole zgradbo, to našo lepo Dramo. Ja. No, sem vedela, da boš kot tehnični kreativc imel odgovor. Aha, zdaj pa, ja, slišva. Traja, tole, Tonja, traja. Milan, moram naučiti, ja, vem. Edini moški kandidat danes, Žigo, te prosva, če lahko na rob tega vrtljivega odra stopaš, da ti vzdastava vsak eno kratko vprašanje. Moje vprašanje je, ali znaš na vprašanje, ki zahteva kratek, jasen in koncizen odgovor, kratko, jasno in koncizno tudi odgovoriti? Ja. To zveni odlično. Prej smo slišali, da znaš tudi stopnjevati stvari na zanimiv način. Tako da, a lahko kratko, jasno in koncizno, odgovoriš na sledeče vprašanje. Kdo bo torej nocoj zmagal? Najboljši. Bravo. Tonja, mogoče še dodam, jezikoslovcem po izobrazbi ne morem mimo tega, da je uporabil moško obliko. Nadaljujmo. In ker tole ni bil zares izziv, imam jaz še en izziv za tebe. Dajmo. Ja, Žiga me je prosil, da ti njemu je zelo všeč tvoj način razmišljanja in sicer, da imaš v življenju le tiste stvari, ki ti res dajo neki širši sliki. In Žiga me je prosil, če ga lahko ti naučiš, kako obdržati res tiste prave stvari v življenju in se kakšnih nepotrebnih znebiti. Ok. Žiga, a kad delaš določene stvari, a ti veselijo, a ti dajo pomen, a vidiš neko daljšo sliko, vidiš neko prihodnost v tem, kar delaš? Da. Potem te stvari, ker vidiš to neko dodano vrednost obdrži, druge stvari pa zavrzi. Odlično. Ampak a veš, koliko stvari Žiga počne? Saj to so pa pol podobna. Tonja, vsi vemo, koliko stvari Žiga počne. Vsi, ki imamo Facebook. Prej pa vedel. Milan, tudi podjetniške poti si se lotil. Zakaj namizne igre? To je to, kar jaz delam že od 13 leta. Jaz sem geek po duši, takšen sem, rad ustvarjam, rad sem kreativen. To je nekaj, kar meni daje dodano vrednost. In to je ena stvar, ki jo želim tudi peljati naprej, ker to meni daje smisel, to meni daje pomen in mislim, da se tudi s tem mojo okolico, če ne drugega, tudi delam boljšo, zaradi tega, ker obdržujem kontakte z mojimi starejšimi prijatelji iz srednje šole, se še vedno dobijo na namiznih igrah, zelo tak dober povezatelj. Tako da upam, da bo tudi kaj iz tega še ratalo naprej. Ok, ja, mi držimo pesti in bravo. Še nekaj me zanima, v tej podjetniški poti, zdaj nekaj let že traja, ena lekcija, ki si jo dobil. Upoštevi nasvete playtesterjev. Upoštevi nasvete playtesterjev. Ne biti trmast, pa ne gledati na to, da je tvoj produkt tvoj baby. Saj je tvoj baby, ampak če ti nekdo nekaj reče, verjetno ti bo dobro namerno rekel. Tako da to je treba upoštevati. In izzivov še ni konc, še vprašanje člana komisije. Kdo ga bo zastavil tebi?
Nevenka Črešnar Pergar. Nevenka Črešnar Pergar in mikrofon je že pri Nevenki. Milan, najprej iskrene čestitke, seveda čestitke tudi vsem ostalim današnjim top potencialom oziroma potencialkam in celotni generaciji 11, za katero ocenjujemo, da je spet odlična kot mnoge predtem. Sicer pa, glede na to, da se ukvarjaš z gradbeništvom, to je eno od področji, ki je zelo pomembno pri trajnostnem razvoju družbe in temu vprašanju, kot smo videli zdaj na G7, končno tudi velike države dajo velik poudarek. Kaj po tvojem mnenju mora storiti dober lider, da bo upošteval priporočila za trajnostno rast, da bojo tudi naši otroci živeli v zeleni in zdravem okolju? Ja, zelo zanimivo vprašanje. Tukaj je treba vzeti par aspektov. Tukaj je zdravstvo, torej zdravstvo v bivalnem okolju, ali imamo mi dovolj bivalne svetlobe na bivalnem mestu, ali se mi gibamo, ali imamo urbano območje dobro narejeno, ali je naša hiša dobro izolirana zaradi tega, da ne izgubljamo toplote po nepotrebnem. In vse naša sedanjost se premika v to, da bomo vedno bolj gremo na trajnostno ravnanje in to je edino pravilno, zaradi tega, ker mi moramo skrbeti za naravo in moramo skrbeti za to, da mi tudi vračamo nazaj. In mi bomo s tem najbolj naredili, s tem, ko mi naše hiše izoliramo, pa tudi, da naredimo bivalno okolje tako, kot mora biti. Torej, da tudi mi, da smo mi zdravi kot ljudje. Milan, hvala. Super si spel v tole. Maša, kdo je naslednji? Hvala za besedo in hvala obema. Ja, jaz se tudi strinjam in mislim, da vsi, ki smo zdaj tukaj v Drami, se strinjamo, da bi tale bajta potrebovala kakšno prenovo. Se je pa prenovila tudi naslednja super finalistka, toliko o ponovnem rojstvu, namreč ima nov priimek, čez vikend je dobila. To je Tjaša Smrdelj. Čez vikend je zamenjala priimek v Lenarčič, čestitke. Je jezikoslovka in koordinatorka izobraževanja v Language Sitter, pa tudi strastna plesalka. Da je njeno srce toplo in polno ljubezni, so krivi partner, oziroma zdaj mož, družina in prijatelji. Srce pa ji zažari tudi, ko vidi, da si ljudje med seboj nesebično pomagajo. No, naj Tjaša zažari tudi v predstavitvenem videu. Rada opazujem svet okoli sebe in uživam v majhnih radostih življenja. Znam si vzeti čas zase, da mi misli otavajo po svoje. V družbi sem povezovalka. Dobre odnose namreč postavljam na prvo mesto. Morda zato, ker so bili na začetku moje kariere prav odnosi najbolj zanemarjeni. Skloni glavo, bodi tiho. V meni pa toliko idej, toliko strasti. V novi ekipi se mi je odprl nov svet. Moje ideje so slišane, moji argumenti upoštevani, moj razvoj pomemben. S pravimi usmeritvami, mentorstvom in rednimi izobraževanji rastem vsak dan. Ni me več strah prestopiti meja svojega udobja. Imam svojo vizijo in ko vem, da me doma čaka varno zavetje, odločno stopam naprej. In danes sem tu. Ja, Tjaša, in danes si tu. Povedala si nam, da je tale nova renesansa priložnost, da kakšno reformo naredimo tudi pri sebi. Pa me zanima, v tem letu in pol si kakšno reformo naredila pri sebi? Ja,
Pravzaprav sem odkrila, da sem imela nekako več časa zase in mogoče za družino, za partnerja in se je izkazalo, no, da ko sva cele dneve s partnerjem preživela doma, da so v bistvu zelo dobro razumeva, ne, še bolj kot sem si mogoče prej mislila, ker nekateri ljudje so ugotovili v bistvu, da imajo mogoče probleme, ne, zdaj, ko so cele dneve skupaj, mi dva so pa ugotovila, da je to res to, ne. Tako da definitivno je bila to zelo dobra izkušnja, pa tudi recimo tudi na poslovnem področju smo odkrili, da se da ogromno, da nam je ogromno to prineslo, ker smo šli zelo na online tečaje, smo začeli uvajati in smo lahko dejansko vključili vse jezikovne trenerje z celotne Slovenije, tudi iz tujine in začeli smo poučevati tudi v tujini. Nekako se je vse dosti bolj povezalo. No. Okay. Tjaša, malo bolj bi te spoznali z eno igro asociacij, podobno kot pri Nini, ampak ne bo čisto isto, ne bodo države, ampak poveš eno asociacijo. Ples. Strast. Potovanja. Odkrivanje. Francoščina. Vino. Vizija. Zdravo delovno okolje. Okay. M. Young Professionals. Izzivi. Okay. Super. Pa še Evropa. Prihodnost. Ja, evo. Martin, Žiga ste na vrsti. Še te odčakana. Tjaša, najprej tvoja ljubezenska zgodba mi je orosila oči. O, moj bog. O tem, kako srčno Mart pomaga meni, si lahko predstavljaš. Ampak se veš, kako pravijo, če ima človek take prijatelje, zakaj bi imel sovražnike. No, ampak, glede na to, da Mart je soustanovitelj podjetja, kjer ti delaš, sem to vprašanje pripravil in ti ga bom postavil jaz. Tu pa ne gre za imaginarno osebo, tako da Mart pogledajo v oči. Jaz se bom iz tega stran umaknil, ker nočem, da je kuhna, tako kot v prvi pa v 6. generaciji. Ok, ampak lej, ti si mnenja, da imaš v podjetju večji doprinos, kot ga ima Mart. Pa to nisi samo mnenja, to je tudi res. Tudi jaz povem. In skratka, zdaj ga moraš prepričati, da je absolutno pravi čas, da ti svoj delež proda, oziroma, če misliš tako, da ti ga celo podari. Tako da imaš 45 sekund in izvoli. Zdravo, Mart. Zdravo, kak ti? No, čevo, tlele malo sediva s Tonjo. Veš, razmišljala sem, ne, jaz hodim vsak dan v pisarno, z našimi puncami se trudimo, da so naše stranke zadovoljne, da tudi naši jezikovni trenerji imajo veliko dodatnih izobraževanj in jaz zelo aktivno sodelujem pri vsem tem. Ne. Ti pa se vidi, da si kot tako malo stric iz ozadja, ne. Kaj misliš, da meni se zdi, no, da bi bil prav čas, da tudi jaz mogoče malo več deleža dobim tega podjetja, ker veliko vlagam vanje. Zdaj moram odgovoriti. Je že podpisal. Evo, je že podpisal, pravnikov je dovolj. Podariti ga. Če resno misliš, se lahko pol zmenva, ko bo konc. Se bova zmenila pol. Kakšen procent ti lahko prodam? Po dobri ceni. Žiga, ti povej, če si zadovoljen z odgovorom. Jaz se tukaj izklopam. Na koncu je vse odvisno od cene. Tako da to bomo bolj videli. Ok. Tjaša, ker si bila takole super kos temu prvemu izzivu, ti bom jaz še enega postavila. In sicer jeziki so super tudi za demenco, nas spodbujajo naše možgane, da delajo. Zato so se na Ministrstvu za šolstvo in izobraževanje odločili, da bodo v srednje šole uvedli tudi, se odločajo, da bi v srednje šole uvedli tudi tretji tuji jezik. In ti si v tej skupini, ki to podpira. Kako bi zagovarjali to, zakaj je to dobro? Ja, zelo zanimivo vprašanje. Saj tudi jaz, na primer, sem imela 3 jezike v srednji šoli
sem imela še enega izbirnega in moram reči, da ti da vsak jezik, ki se ga naučiš, zelo veliko širine, ker ne gre samo za poznavanje nekega jezika, gre za poznavanje kulture in s tem spoznavaš ti svet, gledaš ga skozi druge oči, ker tudi ljudje različno razmišljamo, ne, iz različnih držav. Tako da to definitivno ni samo sredstvo komunikacije, ampak je tudi dosti širša zadeva, no, tako da definitivno vsak dodaten jezik zelo veliko doprinese k znanju in širini človeka. Kaj pa se iz plesa naučimo lahko? Iz plesa, jaz osebno sem se naučila vztrajnosti in to, da če veliko vlagaš v nekaj, da treniraš, da vložiš veliko truda, da se ves ta trud enkrat povrne in potem lahko uživaš v sadovih tega. Tako da to je tudi na drugih področjih življenja tako podobno. Pa greva še na vprašanje komisije, pa pol, če nama bo še vstal čas, bo še malo pokramljali. Evo. Kdo ti ga bo zastavil? Matej Potokar. Matej Potokar, mikrofon je že pripravljen. Tanja, čestitke za tvoj nastop. Bojda je Mahatma Gandhi nekoč izjavil: "Be the change you wish to see in the world." In ti kot liderka prihodnosti, v kar sem potem na pogovoru še bolj prepričan, te sprašujem, kaj pa tista vrednota, ki je boš ti pustila sled, kot Tanja Lenarčič po Tanovem, ne? Tjaša Lenarčič, ja. In po čem si bomo mi zapomnili tebe? Kaj je tisto, kaj boš ti kot lider prihodnosti pustila za sabo? Jaz mislim predvsem toplino do sočloveka, ker je zelo pomembno, kako se mi do drugih obnašamo, kako jih v bistvu poslušamo in jim pomagamo rastati in najdati tisti potencial v njih, ker vsak ga ima nekje zakopanega v sebi, mogoče ni tako očiten na prvi pogled, ampak tudi pri sebi. Recimo, jaz sem vedno čutila, da imam nekaj v sebi in ko sem bila v nekem ne tako ugodnem okolju, bom rekla, to ni prišlo na plano. In zdaj recimo, ko sem prišla v novo ekipo, kjer sem to dejansko lahko razvijala, kjer so mi ga pomagali poiskati. Tudi Emčem mi je zelo pri tem pomagal, ker me je konstantno potiskal izven cone svojega obdobja. Tudi nisem si mislila pred 2 leti, recimo, da bom tukaj na odru. Tako da definitivno da pomagam ljudem, da najdejo v sebi tisto, kar je mogoče skrito. Tvoj moto je? Ne? Ja, tako. Lahko še svoj moto poveš, ker tako lepa še v to zgodbo. We rise by lifting others. Tako, ja, hvala. To si nekje napisala, na to sem te hotela še nekaj vprašati, ampak si nam že zdaj vse povedala. Tako, z drugimi besedami. Čas se nama je iztekel, tako da bova pol pogovor nadaljevali. In Maša, kaj nas še čaka? Hvala, Tonja in Tjaša. Ja, čaka nas še ena predstavitev superfinalistke. Prej bi pa omenila samo še to, da če je pri Language Sitter prva asociacija na francoščino vino, se splača iti na tečaj, ne? Jaz mislim, da bo zdaj naval. Je pa naša zadnja superfinalistka Maja Šipek, odvetnica v odvetniški pisarni CMS. Maji srca ne ogrejejo bitja, ampak njihove zgodbe. Všeč so ji zgodbe, ki kažejo drugačen pogled na svet, ki presegajo očitno in tako pripeljejo do drugačnih zaključkov. Ena takih je na primer zgodba o Malem princu, še raje pa ima tiste iz resničnega življenja. Pa si poglejmo njeno video zgodbo. Živjo, moje ime je Maja in verjamem, da je za napredek potrebno preizkušati nove stvari, tudi če kdaj spodletijo. Življenje vidim kot ustvarjanje. Pri vsem, kar počnem, sem rada drugačna. Privlačijo me stvari, ki se zdijo nedosegljive. Še tako samoumevne stvari rada postavljam pod vprašaj. V družbi si prizadevam za boljšo komunikacijo in kompromise,
Saj lahko tako preprečimo konflikte, ki nam odvračajo pozornost od zares pomembnih stvari. V prostem času se rada družim s prijatelji ali odpravim na kakšno potovanje. Ne glede na vse pa sem prepričana, da je s pravim pristopom in trdim delom prav vsak cilj dosegljiv. Ja, Maja, vsak cilj je dosegljiv. Tudi tukaj bomo prišli na cilj, če mi boste še pomagali s telim timerjem, da bomo fair, ne? Dejala si, da je renesansa stanje, kjer v družbi začnejo prevladati neka drugačna prepričanja in se obetajo neke spremembe. Kakšnih sprememb si ti želiš v družbi? Ja, jaz mislim, da je to pokoronsko obdobje ena lepa priložnost za neke spremembe v naši družbi. Zdaj, jaz bi si želela, da bi bile te spremembe predvsem spremembe v smislu bolj zelenega okolja, bolj zdravega življenja, tudi tega, da se zavedamo, da v bistvu nimamo vsega pod kontrolo, da lahko pride neka stvar, ki dejansko nam zamaje temelje in se moramo temu prilagoditi. Sprejeti bomo mogli to, da so spremembe edina stalnica in bomo mogli skušati biti v bistvu v poziciji, ko bomo spremembe soustvarjali in se ne zgolj prilagajali. Tako da to je neka družba, ki bi si jo želela videti v tej pokoronski dobi. Ok, kar vizija, ne? Poklic odvetnica si, poklic si izberemo, ne, in to je zelo pomembno, ampak pomembno je pa tudi, kaj pol temu poklicu damo. Kako ti puščaš pečat v odvetništvu? Zdaj jaz odvetništvo vidim kot zelo kreativen poklic. Zdaj je zelo specifično, ker je v bistvu obdano z številnimi pravili, ki so relativno toga. Ampak jaz mislim, da je ravno to bistvo tega poklica. Poklic zahteva od tebe, da najdeš neke rešitve, da prideš do cilja, kljub temu, da naletiš na številne ovire. In jaz tudi življenje vidim kot tako. Jaz mislim, da noben človek v nekem trenutku ni v bistvu neomejen. Omejujejo nas čas, ki ga imamo na voljo, sredstva, denar, okolje, v katerem smo. In kljub temu moramo v bistvu znotraj teh parametrov, ki jih ne moramo spreminjati, nekako najti pot do cilja. In to je v bistvu moja življenjska filozofija in filozofija, ki jo v bistvu udejanjam tudi v svojem poklicu. In upam, da dejansko se bom zapisala v zgodovino kot nek zelo kreativen pravnik, ki je upoštevajoč vse predpise našel neke kreativne rešitve, ki jih ni še nihče drug. Umetnost... Ja, evo, zdaj sem pa ready. Evo, beseda je vajna, Loža. Maja, a ti bereš? Seveda, da berem. To je predvprašanje. Daj nam povej eno tako klasično vprašanje. Povej nam eno knjigo, naslovljene knjige, ki je nate pustila velik vtis in povej, zakaj bi jo mi vsi morali prebrati. Mi tukaj noter, nas 6500, ki nas je tukaj v SNG Drama, pa milijoni ljudi, ki gledajo to po Sloveniji, v tujini in tako naprej. Jelko Kacin, ni nas 6500. Ni nas 6500, ker Drama ni toliko velika. Lahko odgovoriš. Ja, zdaj ena knjiga, ki sem jo v bistvu v relativno bližnji preteklosti prebrala in je na mene pustila zelo velik pečat, je knjiga The 100-Year Life, ki govori o tem, kako se bo v bistvu naše življenje spremenilo z podaljševanjem življenjske dobe, kako bo v bistvu pač se bodo zamajala neka osnovna prepričanja naših poklicov, kako bomo mogli v bistvu mogoče tudi v življenju zamenjati več poklicov, kako ne bo več razdeljeno na obdobje šolanja, obdobje poklica in obdobje, ko bomo pač uživali v upokojitvi. In se mi zdi, da je to neka dobra iztočnica, ki nas lahko pripravi na spremembe, ki bodo s tem povezane. In jaz mislim, da je to neka knjiga, ki bi jo priporočila vsakemu, ker je na mene res pustila zelo velik pečat in čisto drugače gledam na stvari potem. Sem mislil, da boš rekla Pika Nogavička, ampak tudi v redu odgovor. Bosta prebrala? Bova. Absolutno, že beremo. 100 Years Life, ne? Tako. Super. Jaz imam še en izziv zate. Z investicijami se tudi veliko ukvarjaš. Povabili so te v eno vladno skupino, ki bo delala na tem, da privabi več tujih investitorjev v Slovenijo. Eden izmed njih je tudi
Žiga. Kako bi ga prepričala, da je Slovenija res tista prava država za investirati? Imaš minutko. Pa na golf igrišču sta. Živijo. Torej, jaz mislim, da je Slovenija zelo primerna država za investicije in sicer predvsem zaradi tega, ker smo zelo zeleni, imamo zelo visok standard življenja. Vedno, ko potujemo krog po Evropi ali druge po svetu in se vrnemo v Slovenijo, me vedno znova navduši, kako je Slovenija čista, kako je Slovenija zelena in kako je v bistvu nek unikat v svetu, da lahko se v enem dnevu zapelješ od Alp pa do morja. In jaz mislim, da je zaradi tega Slovenija država srečnih ljudi, država zadovoljnih delavcev, ki imajo veliko od prostega časa in zato tudi veliko dajejo svoji službi. In mislim, da je za neka podjetja v razvoju Slovenija država, kjer bodo dobili, kar iščejo. To zveni kot pravljica. Koliko časa porabiš, da dobiš gradbeno dovoljenje? Odvisno, koga najameš. Je rekla podmažeš? Ne, ni rekla podmažeš, najameš. To ni tako, kot ta zid na koncu. Ne glej mi nič. Mi da so zmenjeno, ne? Maja, ti kar gre, ta umetnost argumentacije. S kom bi se spustila v tak besedni dvoboj, zgodovinska osebnost? Eno si izber in na katero temo? Jaz mislim, da bi si zelo želela izzvati našega priznanega filozofa, Slavoja Žižka. Res? Na temo prihodnosti družbe. Kdo bi zmagal? Lahko poskusimo. Meni je on zelo zanimiva oseba. Jaz ne bom Žižek. Meni je on zelo zanimiva oseba zaradi tega, ker se v marsičem lahko z njim poistovetim, v marsičem pa tudi ne. In mislim, da bi tam bil kar trd dvoboj. Prihodnost družbe. Kako bi ti začela debato? O tehnologiji. O tehnologiji. Ful me zanima, tako upam, da mogoče, da se to kdaj zgodi. Imamo pa še, boš dobila še eno priložnost, da dokažeš svojo argumentacijo. Še vprašanje komisije ti bo zastavil oziroma zastavila. Gospod Blaž Brodnjak. Predsednik MČEM Slovenija, Blaž Brodnjak, mikrofon je že pri gospodu Brodnjaku. Iskrene čestitke, všeč mi je energija in znajde se odlično, iskreno, o provokacijah. Zdaj pa še ena z moje strani, jaz sem znam po provokacijah. Kako boš poskrbela za bolj zelene odnose med rdečimi in črnimi, zelenimi in vijoličnimi ter drugače obarvanimi šentvorjanci? Ta ni lahka. Kot sem že rekla, v svojem predstavitvenem videu si jaz vedno prizadevam za kompromise. Jaz mislim, da ni ne ena, ne druga skrajnost pravilna in jaz mislim, da je treba graditi na tem, da se vsak človek pri sebi zaveda, da njegovo mnenje ni edino pravilno, da mora sprejeti tudi drugačnost in v bistvu iz te drugačnosti skreirati nek argument, ki bo močnejša, neko zgodbo, ki bo močnejša, ki jo bo težje ovreči. In mislim, da je treba sprejeti to razmišljanje kot način, ki bo našo družbo pomagal premakniti naprej in bo dejansko družba postala družba nas vseh. Maja, hvala. Maša, jaz mislim, da sem upravila svojo nalogo, tako da zdaj pa, zdaj bo nekaj zabavnega. Kaj bo zdaj? Ja, kmalu bo glasovanje, ampak hvala Tonja za to, ker si v bistvu tako izvrstno predstavila vse kandidate. Hvala tudi Maji. Ja, jaz bi z veseljem spremljala debato med Majo in Žižkom in glede na to, kako bomo imeli zdaj dolgo življenjsko dobo, imata precej časa, da do tega tudi pride. Ste spoznali vseh super finalistov, vseh 5 super finalistov zdaj, pa zato, da si boste lahko malce osvežili spomin na njih, če ste slučajno katerega pozabili, si oglejmo video Top 5.
Tako, to je bila takšna renesančna, hitra predstavitev. Zdaj pa me zanima, če že imate svojega favorita. Namreč, če malo pa boste lahko oddali svoj glas in s tem prispevali svoj košček v mozaik končne ocene superfinalistov. Kako točno pa bo ta mozaik sestavljen? Končno oceno superfinalista sestavljajo 3/3. Prvo tretjino predstavlja medsebojna ocena polfinalistov programa, ki so svoje glasove oddali že pred dogodkom. Drugo tretjino predstavlja glas občinstva na današnjem dogodku, to ste vi, vsi, tudi tisti, ki nas spremljate nadaljavo. In tretjo tretjino ocena strokovne komisije, ki bo kandidate ocenila z ocenami od 1 do 5, kot v šoli torej s tem, da 1 tukaj vsekakor ne pomeni nezadostno. Zdaj ste torej na vrsti vi, drago občinstvo, da prispevate svojo tretjino. Čez nekaj trenutkov boste lahko z SMS glasovanjem oddali glas za svojega favorita za naziv MČEM Top Potencial leta 2021. Na zaslonih lahko zdaj tudi vidite navodila, jih bom še prebrala. Glasove bomo sprejemali naslednjih 5 minut. Lahko pošljete brezplačni SMS na 030 400 463 z naslednjim besedilom. Za Nino Klemenčič top presledek 1, za Dajano Janjatovič top presledek 2, za Milana Grašiča top presledek 3, za Tjašo Smrdel oziroma zdaj Lenarčič top presledek 4 in za Majo Šipek top presledek 5. Bodo pa sprejete črke vseh velikosti, tudi če boste z mano napisali, bo šlo skozi. Tako, zdaj pa gremo, ni več časa za odločanje, čas je za akcijo. Pripravljeni ali ne, imate 5 minut, da oddate svoj glas. Naj se glasovanje začne! Glasovi se tako zdaj že preštevajo in kmalu bomo izvedeli, kdo je 12. MČEM Top Potencial leta. Imamo pa tukaj zdaj čas še za eno majčkeno pojasnilo. Ja, letos govorimo o 11. generaciji MČEM Young Professionals, ampak 10. generacija je imela 2 zmagovalki, zato letos dobimo že 12. nosilko oziroma nosilca tega naslova. No, prav nobene nosilke ali pa nosilca pa ne bi bilo, če ne bi imeli MČEM Heroes, ki so zaslužni za to, da platforma MČEM Young sploh lahko obstaja. Poglejmo si, kdo so. Hvala MČEM Heroes za vse, brez vas ne bi bilo nič. Na oder pa sedaj ponovno vabim tudi Ajšo Vodnik in z njo v bistvu vseh 10 finalistov 11. generacije. Čas je namreč, da jim zasluženo podelimo vse te plakete, zaslužene plakete, tako da kar vsi gor lepo prosim, se zvrstite tamle za Ajšo. Ja, en aplavz za vseh 10 finalistov, ne? Ni lahko postati finalist. Opa!
Rogel, Agilkon. Nina Klemenčič, Celtra. Blaž Preložnik, Nice Label. Dajana Janjatovič, odvetniška pisarna Rogel. Milan Grašič, Knauf Insulation. Tjaša Smrdel oziroma Lenačič, Language Sitter. Tjaša. Nebojša Vučkovič, odvetniška družba Rojs, Pelhan, Prelesnik in partnerji. Maja Šipek, odvetniška pisarna CMS. Dejan Žerdin, Pfizer, podružnica Ljubljana. In pa Jan Kuštra, PVC Svetovanje. Čestitke vsem 10 finalistom, tole so vaše zaslužene plakete, mogoče ena hitra fotografija. Aha, fotograf pravi takole, tako, aha, sem jaz skrila, ne rabim biti. Odlično, hvala vam, lahko zapustite oder. Ne smemo pa pozabiti na povezovalca generacije. Letos se podelitve tega naslova lotevamo drugače. Povezovalec generacije bo dobil nagrado za naprej. Dobil bo mandat, da Zoom generacijo povede v novi vek in jo uživo povezuje v naslednjem letu. Mandat povezovalca generacije podeljujemo Dejnu Žerdinu iz podjetja Pfizer, ki se naj zdaj kar obrne nazaj. Kar gor! Da precepi vse. No, tole mu pa Martin Žiga zavidata zdaj. Penino se dobi, če si povezovalec generacije. To je, bomo govor pol naredili. To je resna naloga in mandat imaš za naprej, tako da bravo, ampak bomo videli, kaj boš dal od sebe. Precepi vse. Čestitke tudi Dejanu in želimo mu seveda uspešno povezovanje. Glasovi se pa sicer še vedno preštevajo, tako da imam zdaj čas, da morda s Tonjo malce poklepetam, kako si ti doživela to predstavljanje kandidatov največ? Prosti. Videli ste, cel čas na odru, pa je budžet za ta dogodek sploh ni bil toliko majhen. Kaj hočeš s tem povedati? Pa pridta vidva sem. Najlažje je pa komentirati. Najlažje je takole izložiti. Prva dobra ideja, ki ste jo danes imeli. Dobro, no potem pa je čas za menjavo voditelja. Rezala zdaj Martin Žiga. Kje je to kukalo tle? Jaz sem gledala okoli. O, Tonja. Evo, jaz sem. A misliš, da ima bo šlo? Kaj pa vem, no? Pustimo se presenetiti. Vidite pa lahko malo pogledava, kaj je v Gani. Stari, a imaš ti ogenj? Je beštja, pozabil sem? Ne kadim, že 4 leta ne kadim. Čakaj, a si ti na telefonu? Čakaj, sam LinkedIn updateam, sam moment, Slovensko narodno gledališče, drama, Ljubljana. Igralec, update. A ti misliš, da imamo mi ta dogodek na Zoomu? Fak. Le kaj naredi let pa pol, ko si doma, pa pozabiš, da se moraš preobleti za resen dogodek. Mava pa lepo rastlinje, kada so v eni taki malo odsufani džungli. Pa lej, a veš, vse na koncu je pa to poanta. Na koncu je to poanta, ne? Džungla, ljubezen v zelenih kroksih. Ljubezen. Jaz ne vem, če ti kje ljubezni dobiš v teh kroksih.
Drage dame, dragi gospodje, dobrodošli v najni dnevni sobi. Da bo viski. Ja, si že zaglubil, ne? Ja. Ledeni čaj, sorry, pač ne sme se na odru piti alkohola. Ampak jaz mislim, da moramo midva danes govoriti z nekom drugim tukaj, ne? S tistima dvema, ki sta baje zmagala v prvi generaciji, pa v 6. generaciji. Naj se nama na odru pridružita Tomaž Lanišek in Nina Langerholz-Šebokli. Evo, dobrodošla nazaj v najni dnevni sobi. Lahko se usedete? Kar zberta si, tisti, ki bi rad bil na tisti strani, ki je Žiga v kratkih hlačah. Vidim, da ima še zmeri stil. Ja. Lej, boš ti začel? Pa, lej, v bistvu je vprašanje preprosto. Kako vidva komentirata to današnje dogajanje in ali mislita, da se bo ponovila kuhinja, tako kot se je pri vajni generaciji, pa še vedno me zanima, koliko si to plačal. Dobro, da nisem vedel za tole. Zdaj vidite, ko je to 10 let ga prenašati, ne? Pa misliš, da je konc, pa še ni konc. Jaz mislim, da ni kuhne nikoli bilo, čeprav se s tem ne strinjaš, ampak 1700 nas je, no, in to je, mislim, da je en podatek, ki je zanimiv. Čak 1700 evrov je rekel. Vsi skupaj. A to je z DDV ali brez DDV? 1700 nas je. A ja, nas je. Nas je. In koliko vsak in se še šteje. Okay. In jaz verjamem, da bomo prišli tudi na 5000 in 10 000 šlo takole naprej. Se pravi, vedno dražje je to. Vedno dražje. Okay. Kaj pa ti praviš, Nina? A je to pržgano? Je. Jaz mislim, jaz v bistvu razmišljam, da ti že od 6. generacije naprej si imel ti cilj, da se zaposliš v čemu, da ugotoviš, ali je bila res kuhna ali ne, oziroma jo še kar iščeš. Jaz ne vem, a zaklepate ali paste, no. Mogoče imaš pa res prav. Zdaj si pa fasil psihoterapevtko. Upam, da veš kaj, račun kar ne čem pošljati. Jaz vam tudi zavajam eno vprašanje. Kakšen karierni nasvet bi vidva dala, pravzaprav ne samo superfinalistom pa finalistom, ampak vsem mladim in mladim po srcu v tej dvorani, zato da ne bojo takih grdih napak v svoji karierni naredili, kot sta jih vidva. Kako to misliš? Tako, kot sem rekel. Izkušnje so bogate, tako da kar znam zmen, da se kdo začne. Ajša, imamo še 2 peharja za te 2, pa jim naredimo. Čestralanske 2 zmagovalca bojo letos 3, ne? Ta prav pa še Žiga pa... Oprosti, Tomaž, Ajša ti zdaj ne bo pomagala, kar odgovorno vprašanje. Ne, jaz zdaj še nimam drugih odnosov, ti pa ne v službi, tako da jaz ne vem, kako so... Grozi. Sem pa tudi član. Nasvet je siguren, ostanite to, kar si, boste načelni, imejte hrbtenico in delite to, kar mislite, da je prav. Ker to je bistveno. Pa tudi, če greš včasih kakšen korak nazaj, greš potem 2 naprej. Pa čim prej začnite šparati, da našparate dovolj za zmago, ne? Nina. Ok, poleg tega, kar je Žiga rekel, kaj bi rekla, vse so v bistvu že povedali današnji finalisti, ampak mogoče, evo, iz mojih ust, da se ne bi ponavljale napake, ki sem jih naredila malo v hecu. Res pogumno. Jaz mislim, da pogum, poleg ostalih vrednot in vsega, biti sam sebi zvest, no. Najprej sebi in kar akcija, vedeti, kaj si želiš in potem biti sposoben reči ne, biti sposoben reči ne še ali pa ne hvala. Odlično. Veš kaj, ne vem, če veš, NLB odpira namreč tudi poseben kredit za zmago z zelo nizko obrestno mero. Tako da ni čudno, da je predsednik... 1,45 sem slišal. Manj. Pa če greš do predsednika, dobiš še popust. Ampak Žiga, del vsakega dobrega ali pa slabega roasta je to, da na koncu tisti, ki je roastal tistemu, ki ga je roastal, reče, v bistvu ima vam midva vaju oba rada, vaju spoštujeva in misliva, da sta bila
super zmagovalce in ambasadore svoje generacije, tako da to je bil vse joke, objemali se bomo pa pol, ko nas kamere ne bojo snemali z maskami, razkuženi, politi z razkužili in tako naprej. In jaz moram reči, da hvala Bogu, da je Tomaž zmagal, ker če bi jaz, siguren tega programa ne bi bilo več. No, vsaj ne za tako ceno, ne? Evo, hvala vama. Pejta čičat. Hvala, evo, za zelo nežen roast. Muzika. Malo še spiva. Ja, ta odličen viski, ki ste nam ga častili. Lepo je v najni dnevni sobi. Tudi v kroksih. Fajn je, ja. Moraš naslednjič bolj sproščen prijeti k meni. Sta bila kar zabavna. Luštna sta bila, tako da hvala za tale vskok. In v tem času smo tudi že prešteli glasove. Res je. Tako da zdaj je čas za malce resnejše teme. Bliža se razglasitev top potencijala. Ja, glasovi so pa že prešteti, ne? Ja, jaz bi super finaliste kar gor povabila, pa Ajša Vodnik tudi, da... Kar gor, kar pogumno. Zdaj je to, vem, da ste zdaj malce živčni, ne, ampak to je to zdaj. To je to. Poglejmo torej, kako so razdeljeni glasovi. Začeli bomo pri medsebojni oceni polfinalistov, kako so torej 5 superfinalistov ocenili njihovi vrstniki, lahko temu rečemo. Poglejmo si. Torej, po medsebojni oceni polfinalisti so med sabo na prvo mesto postali Milana. Bravo. Bravo, Milan, ampak to še nič ne pomeni, to je šele prva tretjina glasov. Kako pa je glasovala strokovna komisija? Jaz bi povabila predsednika komisije Mateja Potokarja, da se nam pridruži in deli glas. Matej, kako ste glasovali? Težko. Jaz mislim, da v imenu komisije lahko izrečem iskrene čestitke vsem 5 zmagovalcem in si zares zaslužite en velik aplavz in poklon. Ocene so pa naslednje. 5. mesto Dajana Janjatovič. 4. mesto Tjaša Smrdel Lenačič. 3. mesto Milan Grašič. 2. mesto Maja Šipek. 1. mesto čestitke Nina Klemenčič. Dobro, zdaj se situacija malce spreminja. Hvala, gospod Potokar. In odločilna tretja tretjina, to pa so glasovi vas, gledalk in gledalcev. Potem bomo pa lahko razglasili MČM Top Potencial leta 2021, še bolj vroče je postalo tukaj v Drami, kot je bilo že prej. Tukaj je že vseh 5 superfinalistov, Ajša Vodnik, pa tudi lanski zmagovalki Urško Kajdner in Nino Pejč. Vabimo na oder, da boste lahko predali štafeto zmagovalcu. Naj povem ob tem še, da zmagovalec poleg prestižnega priznanja in privilegija, da bo sedel za mizo z vsemi preteklimi MČM Top Potenciali v svetu MČM Young, dobi tudi vstopnico za program Young Leaders Academy v organizaciji Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete. Tudi to si zasluži aplavz. Program je, ja.
Program je posebej namenjen razvoju potencialov, pridobivanju in krepitvi poslovnih ter vodstvenih veščin, ki jih bo seveda zmagovalec še kako potreboval. Poglejmo si torej še odločilne glasove občinstva. Naše občinstvo je na prvo mesto postavilo Nino Klemenčič. To pomeni, da je MČM top potencial leta 2021. Nina Klemenčič, čestitamo. Nina Klemenčič! Čestitke! Nina! Čestitke. Ko se objameš, lahko prideš kar na oder, da ti tukaj slavnostno podelijo. Ne? Oder za zmagovalce. Tole pa je. Bravo! Nina, če nam lahko nameniš par zmagovalnih besed. Bom jaz sprejela, ne bom ti ga vzela za zmerno, ampak ja. Gleda, obljubam. Najprej vsem hvala, strokovni komisiji, sofinalistom, vsem, ki ste glasovali. Hvala, jaz se bom potrudila, da se bomo mi kot naša generacija čim večkrat dobili, tudi če je zdaj tega programa uradno konec. Mislim, da nam je manjkalo in ko mi čakam, da se vidimo zdaj. V kratkem. Hvala! Hvala, Nina. Tako, dobili smo torej MČM top potencial leta 2021, torej 12. zmagovalko v 11 generacijah. Hvala vsem superfinalistom in vsem navijačem v dvorani, tako kot tudi doma na kavču ali v posteli ali kjerkoli že. Hvala pa tudi komisiji in MČM Heroes seveda za vašo neizmerno podporo, brez katere ne bi bilo nič. Predstave je zdaj konec, mi pa se ponovno vidimo naslednje leto. Me prav zanima, kaj nam bo prinesla tale renesansa.